Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Tokratno oddajo posvečamo pregledu pomembnejših projektov in dogodkov Mestne občine Krško v prvem polletju letošnjega leta. Za Mestno občino Krško je mesec junij še posebej pomemben, saj se obeležujejo številni dogodki v okviru občinskega praznika. Vrhunec slovesnosti pa je potekal v sredo 7. junija, ko so v Kulturnem domu Krško nagrajencem slavnostno podelili jubilejna priznanja ter znak Mestne občine Krško. Pa poglejmo. V avli Kulturnega doma Krško je potekala podelitev jubilejnih nagrad, katere je letos prvič v vlogi župana nagrajencem predal Janez Kerin. Jaz sem vesel, da sem prvič v tej vlogi podeljevalca priznanj jubilejnih nagrad in tudi sem ponosen, da sem lahko župan. Moram priznati, da je temu primerno tudi trema, vendar verjamem, da bo vsakim dnevom, vsakim mesecem manjša in da to ne bo vplivalo na kvaliteto mojega vodenja. Župan se je nato v uvodnem nagovoru v veliki dvorani prebivalcem Mestne občine Krško zahvalil za podporo in izpostavil pomen občinskega praznika. In danes vas prvič nagovarjam kot vaš župan ob občinskem dnevu s častjo in ponosom, da lahko vodim to občino. Občinski praznik je poleg pogleda v preteklo zgodovino, tudi trenutek, ko se vsi skupaj ozremo na dosežene dosežke preteklega leta. In hkrati z zanosom pogledamo naprej v prihodnost, polno novih izzivov, možnosti in priložnosti. Sledila je slavnostna podelitev nagrad. Priznanja Mestne občine Krško so prejeli Sonja Levičar za sodelovanje na področju ljubiteljske kulture, Tatjana Uduč za uspešno delo na kulturnem in drugih področjih, Matjaž Gomilšek za vsestransko aktivnost in prispevek k razvoju različnih dejavnosti v lokalnem okolju ter Aleš Suša za aktivno delo in dosežke na področju glasbene umetnosti. Jaz sem lansko leto imel 30 let delovanja v kulturnem društvu Big Band Krško. In sem po 30 letih pač en del svojih obveznosti izpregel in imamo drug način dela, imamo gostujoče dirigente za naš orkester 2krat na letno, drugače pa delamo še vedno po starem. Jaz vodim organizacijsko, glasbeno in tako. Znak Mestne občine Krško je prejelo podjetje Mlin Katič za uspešen razvoj družinskega podjetja in prispevek k prehranski samooskrbi. Znak Mestne občine Krško je prav tako prejel Simfonični orkester Glasbene šole Krško za velike uspehe ob 30-letnici glasbenega ustvarjanja. Veliki znak Mestne občine Krško za življenjsko delo na področju plesne umetnosti je prejel Dušan Vodlan. Ja, lahko rečem, da mi zelo veliko pomeni. Veliko dela je za mano, veliko let je pa tudi pred mano, to sigurno, da nisem rekel zadnje besede. Veseli me, da je okolje spoznalo moje delo in da me je s to nagrado, s tem znakom počastilo, me pač nagradilo za preteklo delo. Za izjemno pomoč osebam s cerebralno paralizo in drugimi oblikami invalidnosti pa so veliki znak Mestne občine Krško podelili Društvu Sonček Posavje. Zelo smo veseli, ponosni, da so nas prepoznali, da delamo dobro za ljudi, ki potrebujejo. V bistvu oni lahko počnejo vse, kar počnemo mi, samo z malo pomoči. In mi v društvu, v bistvu to sem jaz kot predsednica in imam dobro ekipo za sabo, ki mi pomaga, da program izpeljujemo, da tudi oni, ki sami tega ne morejo početi, da lahko počnejo vse, kar mi zdravi, da grejo na smučanje, da grejo na plavanje, da grejo na izlet, na kavo, na pohodništvo in vse ostale aktivnosti, ki jih izvajamo v društvu. Po zaključku slavnostnega dela se je dogajanje preselilo na ploščad Trga Matije Kupca pred Kulturnim domom, kjer so za bogato pogostitev in druženje poskrbele krajevne skupnosti in društva iz občine.
V Kulturnem domu Krško so januarja odprli razstavo elaboratov javnega projektnega natečaja za novo osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja, ki ga je Mestna občina Krško pripravila v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije z namenom, da pridobi idejne rešitve za prostorsko umestitev novega šolskega objekta, ki bo stal v starem mestnem jedru Krškega. Na natečaj, ki ga je Mestna občina Krško pripravila v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, so prejeli 4 idejne rešitve. Strokovna skupina je kot najboljšo izbrala zasnovo biroja Dans Arhitekti iz Ljubljane. Pri takšni nalogi, kakor je ta, ki je socialna in v bistvu zahtevna programsko, tako za projektiranje kot tudi za uporabo, je potrebno zelo, zelo natančno premisliti o vsakem prostoru, o vsaki svetlobi, o neki robustnosti za uporabo, o tem, da bodo noter živeli otroci, ki imajo pravzaprav posebne potrebe. Ker energetska sanacija in obnova obstoječe stavbe ni bila ustrezna rešitev, prav tako ne lokacija za novogradnjo na območju nekdanjega Laboda, saj se je izkazalo, da bi bila pot do gradnje tam zelo dolga, so se z občino odločili za lokacijo v starem mestnem jedru, tik za občinsko stavbo. Dejstvo je, da mi bi potrebovali šolo že, če rečem, predvčerajšnjem. Ta lokacija ima seveda svoje pluse in minuse, vsekakor pa, če gledamo iz širšega vidika, se bo uredil ta prostor in nekako dodala vrednost staremu mestnemu jedru, tudi z vidika arhitekture. Zdaj, če govorimo o nadaljevanju projekta, seveda najprej so na vrsti pogajanja z izbranimi projektanti oziroma s prvo nagrajenimi projektanti. Nekje pričakujemo, da bomo v roku enega meseca z njimi sklenili dogovor oziroma podpisali pogodbo o projektiranju. Nekje po planu načrtujemo nekje do konca leta pridobitev gradbenega dovoljenja. Zdaj potem seveda v naslednjem letu si želimo začetka gradnje. Okvirna vrednost investicije, se pravi projektiranje in gradnja, je ocenjena na 10 milijonov evrov. Vendar bo sama dinamika gradnje, kot poudarja Planinc, odvisna od prihodnjih odločitev vezanih na občinski proračun. Nekaj čez 6 milijonov sredstev je trenutno že zagotovljeno v proračunu za namen izgradnje te šole. Temu je treba prišteti še nekaj sredstev, ki jih bomo namenili za gradnjo dvosmerne cestne povezave, ki se bo gradila sočasno z šolo, in pa potem tudi nekaj sredstev, ki bomo namenili za park oziroma plato, ki se bo zgradil med univerzo in šolo. Razstava je v klubu Kulturnega doma Krško na ogled do 3. februarja. Na 6. seji občinskega sveta Mestne občine Krško so se 6. marca sestali člani občinskega sveta, ki so med drugim potrdili lokacijsko preveritev za dograditev objekta Zdravstvenega doma Krško, kjer ima svoje prostore tudi lekarna. V prispevku pa poglejmo, zakaj je dograditev večjega prizidka ključna. Stavba skupno kvadraturo slabih 4800 kvadratnih metrov ne zadošča več povečanim potrebam po zdravstvenih storitvah, zato so se odločili, da je čas za njeno prizidavo. Po obstoječem prostorskem aktu je ta sicer možna, vendar ne v takšnem obsegu, kot bi si želeli. Kot sem že rekla, je dozidava možna, vendar le za 40%, s to lokacijsko preveritvijo pa bo dejansko možno prizidati še približno 100% velik objekt, se pravi še en takšen objekt. Govorimo o tlorisu 1445 kvadratnih metrov v 3 etažah. V spodnji etaži bo dobila prostora lekarna Krško, v zgornji pa pač primarno zdravstvo. Prizidek bo stal na severni strani zdravstvenega doma, kjer je trenutno zelenica, z njim pa bodo pridobili nove splošne, specialistične in akutne ambulante. V prvem nadstropju bo bodoči center za krepitev zdravja, več prostora bo tudi za fizioterapijo. Tudi navsezadnje je predvidena neka širitev oziroma povečanje števila prebivalcev bodoče v občini Krško z širitvijo gospodarskih dejavnosti, tako da je treba za v prihodnje pač predvideti tudi dodatne prostore v ta namen. Svetniki so torej sprejeli sklep o lokacijski preveritvi. In kaj sledi? Zbornica arhitekture in prostor Slovenije je edina agencija v Sloveniji, ki preučuje potem, glede na to, da odstopa od gabaritov, preučuje možnosti umestitve to v prostor in čez cirka mesec dni bo izdan javni natečaj za pridobitev tega objekta v umestitev v ta naš prostor.
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je v zadnjem času v Krškem že izpeljala 2 podobna postopka za izbiro idejne rešitve za nov zimski plavalni bazen v Krškem in izgradnjo novega objekta osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja v starem mestnem jedru Krškega. Sredi aprila so na Sremiški cesti v Krškem začeli graditi 16 novih najemniških stanovanj. Predstavnika investitorja Rudar Senovo in izvajalca lesnina MG Oprema iz Ljubljane sta v četrtek 30. marca podpisala gradbeno izvajalsko pogodbo. Na tem mestu, kjer zaenkrat še stoji objekt nekdanje Gastromiksove kuhinje, bo kmalu stal nov stanovanjski blok. Z deli bodo začeli po velikonočnih praznikih. To bo Sremiška cesta 13, 16 stanovanj, ki se bodo začela graditi v aprilu, sredi aprila, predviden zaključek gradnje pa v sredini novembra leta 2024, ko bo objekt tudi pripravljen za najemnike. Gre za stanovanjski blok v 3 etažah, stanovanji različnih velikosti, od garsonjer do trosobnih. Skupna neto površina dobrega 1300 kvadratnega metra, vključuje poleg stanovanj tudi shrambe za posamezno stanovanje. Vsako stanovanje bo imelo zunanje površine, se pravi balkon ali teraso, 11 parkirnih površin znotraj v garaži, se pravi podkleteno, in dodatnih 14 odzunaj na terenu. Gre za klasično gradnjo, se pravi armirano betonsko gradnjo z opečnimi zidovi. V bistvu tak projekt enak je bil že izveden in v bistvu ga, ponavljamo oziroma gradimo ponovno enakega. Vrednost naložbe znaša 3 milijone evrov. Strani Ministrstva za okolje in prostor bodo pridobili nepovratna sredstva v višini 1,5 milijona evrov, razliko pa bo krila družba Rudar Senovo z dolgoročnim zadolževanjem. Krški župan Janez Kerin, ki se je udeležil podpisa pogodbe, je ob tem dejal, da zaradi predvidenega priseljevanja načrtujejo spremembe že sprejetega stanovanjskega programa. Tudi iz tega izhaja potreba takšnih gradenj, kot je danes priča pogodbi, podpisu pogodbe. Kot je bilo že navedeno, delamo tudi na Žlapovcu, tako imenovanem projektu, predvidite dodatnih 17 neprofitnih stanovanj, odkupujemo zemljišča oziroma starejše stanovanjske objekte na trgu Petra v Brestanici, smo tudi to nekako poskušamo pokrivati. To bo sicer 4. takšen objekt na Sremiški cesti, ki bo hkrati zadnji večstanovanjski na tej lokaciji. V Brestanici so torek 6. junija otvorili obnovljen odsek Lovske ceste med Brestanico in Dolenjim Leskovcem, s čimer bo zlasti za avtobuse izboljšan dostop do gradu Reichenburg. Vesel sem, da danes zaključujemo v bistvu tako imenovano prvo fazo Lovske ceste v Brestanici. Govorimo o projektu, ki se je v bistvu začel že leta 2022 in danes je nekako v okviru občinskega praznika. Dan, ko bomo ta prvi del v dolžini malo več kot 423 metrov predali svojemu namenu. Seveda pa v nadaljevanju sledi tudi rekonstrukcija tako imenovane druge faze tega objekta, katerega pa nekako podobno odprto računamo v letu 2025. Ko se pogovarjam s krajani, mi povedo, kako je sedaj varen promet in prostor lepo urejen. Želel bi vam tudi povedati, da po moji oceni tako kvalitetnega izvajalca del, kot so Gradnje d.o.o., ki dolgo ni bilo v naši krajevni skupnosti. Govorimo o naložbi cirka 600 tisoč evrov. Vesel sem, da bo ta naložba pripomogla k varnosti prometa na tem delu, izboljšanje dostopa do našega gradu Reichenburg. Skratka, ena izmed pridobitev tako za krajane, krajanke krajevne skupnosti Brestanica, kako tudi za občane in občanke mestne občine Krško. V
petek 9. junija sta župana Krškega in Kostanjevice na Krki slavnostno prerezala trak ob odprtju nove kolesarske povezave med obema občinama. Z novo infrastrukturno pridobitvijo na skupni dolžini 19,5 km se bo izboljšala prometna varnost. Predvsem pa se bodo s tem izboljšali pogoji za vzpostavitev trajnostne mobilnosti in nadgraditev turistične ponudbe med obema občinama. Danes zaključujemo, kot ste že sami omenili, dvoletno investicijo v skupni znesku 6,7 milijona evrov, katerega so financirala Evropska skupnost in pa država. Skupaj smo v tej investiciji z sosednjo občino Kostanjevica na Krki in s tem omogočamo oziroma bomo omogočili našim prebivalcem, obiskovalcem tudi z tega vidika turističnega varno vožnjo, varno pot, uporabo kolesarskih stez. In upam, da bomo še velikokrat, še dolgo let se vozili po njej, no, tako bom rekla. Delež mestne občine Krško pri tem lastni delež 1,7 milijona evrov, ostalo so pa sredstva, kot sem že rekel, državnega proračuna in pa evropskega sklada in pa seveda občine Kostanjevice na Krki. To je zelo velikega pomena, tako kot za turizem, tudi za prebivalce. Je cela občina povezana dejansko še s Krškim naprej, tako da je zelo pomembno glede turizma, prebivalcev, varnosti kolesarjev. Saj vidimo, da se kolesarstvo zelo razvija. Kot je bilo že danes povedano, je kolesarka poteka iz Krškega do Kostanjevice v skupni izmeri 19 km. Investicija znaša 6 milijonov 500 tisoč evrov. Gradnja je potekala skladno s terminskim planom in končana v roku. Na Velikem Trnu so se v prazniku krajevne skupnosti in ob dnevu državnosti poklonili spominu na nekdanjega sokrajana Albina Rudana. Ob tej priložnosti so naziv krajevnega kulturnega doma uradno spremenili v Kulturni dom Albina Rudana. Kulturnega obeležja se je udeležil tudi župan mestne občine Krško Janez Kerin. Albin je tu rojen in smo to pripravljali že 3-4 leta. Kdaj in kako, torej letos je 90 let in v teh priliki smo prišli do vrha in se je zgodilo. Posneli smo to, kar se je dalo, zbrali dokumentacijo, naredili to, kar se v dvorani vidi in povabili sorodnike, da so tu prisotni tako Miran Rudan kot gospa Poltka, njegova žena, in njihovi sorodniki in smo veseli, da so se v takem številu odzvali. Bomo malo zapeli z njimi in se poveselili, potem pa v naslednje naloge. Ja, zelo sem vesela in počaščena, da ste me povabili, pa še bolj, da ste naredili kulturni dom na Velikem Trnu po mojem možu Albinu Rudanu. Kaj čem reči, lepo je bilo, pol je prišla bolezen in zdaj je že 15 let, ker ga ni več z mano. Dolg čas je še vedno, hudo je še vedno. Pa sem vesela, da se bo dogajalo v tem domu mogoče še marsikaj kulturne in vesele prireditve, pa mogoče še kdaj pridemo. To pa je vse, kar smo vam pripravili tokrat. Sledimo dogodkom in se seveda gledamo ponovno prihodnji teden. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.